Lepo pozdravljeni. Hvala za tole soorganizacijo. Mislim, da je tale današnja konferenca pomembna. Tudi meni je žal, da ni več tistih, ki sprejemajo odločitve, ampak upam, da bodo potem vsaj si pogledali, kaj smo imeli povedati na današnjo temo. Jaz sem postavila vprašanje tukaj, ali je industrijska konoplja lahko ena od alternativ za kmetijstvo na vodovarstvenih območjih. Zdaj na osnovi tega, kar je Gorazd zdajle nazadnje povedal, je verjetno že jasno, zakaj bi to lahko bilo tako. Najprej bi pa rada povedala nekaj o vodovarstvenih območjih, s katerimi imamo v Sloveniji precejšno težavo z varovanjem pitne vode. Veste, da vsake toliko časa poslušamo revolte kmetov, ki kmetujejo na vodovarstvenih območjih. Veliko je nezadovoljstvo. Zakaj takšno nezadovoljstvo? Varovati je treba vodo tako, da ne smemo vsega početi, kar sicer počnemo v kmetijstvu ali drugje, ampak glavna težava je uporaba fitofarmacevtskih sredstev, pa dušik, ki onesnažuje pitno vodo. Zato je zakonodaja v Sloveniji so razglašena vodovarstvena območja, predpisan je režim, trije režimi z različnimi stopnjami varovanja. Najstrožje je tisto prvo vodovarstveno območje, kjer se recimo zahteva prekritost stav z zeleno odejo prek celega leta. Potem gnojenje je omejeno, prepovedana je gnojnica in gnojevka, pa tudi mineralna gnojila oziroma dušikova mineralna gnojila, ampak ne čisto povsod, po določeni pogoji ponekod so dovoljena. Uporaba fitofarmacevtskih sredstev, ki so, kot rečeno, glavna grožnja kakovosti pitne vode, je pa precej omejena. Dejansko ta konflikt med kmeti pa med državo, ki skuša zavarovati oziroma naj bi skušala zavarovati pitno vodo, obstaja že od začetka. Nismo uspeli, se pravi država ni uspela najti pravega načina, kako zagotoviti varovanje in da bi bilo to tudi sprejeto s strani kmetov. In namesto tega, se pravi, namesto da bi našli rešitve, ki bi jih upoštevali, ki bi bile sprejemljive, zlasti z vidika varstva pitne vode, to je pomembno, se dogaja rahljanje zakonodaje na tem področju. Leto 2012 je recimo primer vodonosnika Ljubljanskega polja, ker je urejena zakonodaja po vodonosnikih in tam potem po posameznih lahko vidimo spremembe. Najprej je država prepovedala vsa konvencionalna fitofarmacevtska sredstva, se pravi tista, ki se splošni uporabi, in je dovolila za to območje samo FFS iz ekološkega kmetijstva. To so pa izredno omejena nekemična sredstva za varstvo rastlin. Medtem ko leta 2012 so bila pa spet dovoljena cela vrsta fitofarmacevtskih sredstev, kemičnih na vodovarstvenih območjih. To pomeni, gre dejansko za rahljanje zakonodaje, za popuščanje tam, kjer bi morali biti sposobni sprejeti neke režime, ki bi jih upoštevali. Se to ni zgodilo, ampak se je zakonodaja zrahljala. Zdaj, koliko je teh nesrečnih vodovarstvenih območij v Sloveniji? Dejansko jih je 17% oziroma skoraj 350.000 hektarov, ampak vedeti pa moramo, da je samo manjši del, kakšnih 8.000 hektarov je od tega na kmetijskih zemljiščih. To pomeni, da tak problem spet ne bi smel biti. In če si pogledamo to strukturo, vidimo, da je dejansko 61% vodovarstvenih zemljišč v Sloveniji je gozd, travinje je 14%, travinje je manj problematično, čeprav je tudi tam poseben režim,
Dejansko najbolj problematična zaradi kmetijske pridelave so trajni nasadi, ki jih je 2%, pa njive, ki jih je 11%. Na njivah je posebna težava, pač recimo želja po pridelavi koruze konvencionalne, ne, in to so potem tudi, iz tam tudi največ onesnaženja izhaja. In take stvari, konvencionalna pridelava koruze, jasno, da ni najboljša zadeva za te njive na vodovarstvenih območjih. Zdaj še malo številk, ampak vas ne bom preveč obremenila, samo rada bi prikazala, pač spodaj je vse skupaj, 350 000 vseh zemljišč na vseh vodovarstvenih območjih, to pomeni 38 000 hektarjev njiv, ampak na prvem, se pravi na tistem najstrožje varovanem območju, je pa samo 1317 hektarov njiv, to je podatek iz leta 2014, to smo izračunali posebej, ne? In na drugem vodovarstvenem območju pa 5000 hektarov. To pomeni, njiv na prvem vodovarstvenem območju je samo 1,3%, oziroma vseh kmetijskih zemljišč 2,67% in pravzaprav 1300 hektarov ni tako ogromna številka, da jo nekako država ne bi mogla rešiti na ta ali oni način. In to je res treba poudariti, se pravi zdaj še brez konoplje, ne? Pa mogoče zanimivo tudi to, kako je z ekološkim kmetijstvom, ki naj bi bilo idealno pač kot način kmetovanja za vodovarstvena območja, tudi tam pride do omejitev, ne mora priti, ampak vseeno, fitofarmacevtskih sredstev kemičnih v ekološkem kmetijstvu ni, gnojenja z mineralnim dušikom oziroma z gnojili, ki vsebujejo mineralni dušik, tudi ni, se pravi, bi si želeli, da država spodbuja ekološko pridelavo tam, ampak vidimo, da je situacija drugačna, ker je na levi strani je pač struktura kmetijskih zemljišč vseh na vodovarstvenih območjih, na desni pa ekoloških in vidimo, da je večina ekoloških je pač na travinju, a ne, zelo malo je njiv. Če gremo še naprej. Zdaj, tako kot je bilo rečeno, konoplja, ker ni potrebna uporaba fitofarmacevtskih sredstev pri njeni pridelavi, ne herbicidov, ne insekticidov, tudi drugih ne, je že z tega vidika lahko zanimiva za taka območja. Možna je tudi ustrezna prilagoditev gojenja konoplje, ampak tukaj je pa treba opozoriti, da je glede na rabo, se pravi namen rabe, zakaj bi konopljo želeli uporabljati, je pač tudi odvisno, kako bo z gnojenjem. In jaz sem nekje zasledila tudi pri nas recimo nasvet za porabo ureje in to ni ravno tisto, kar bi želeli na vodovarstvenih območjih. Pa recimo tudi v ekološki pridelavi ureja ni tisto, kar svetujemo, nikakor ne. Se pravi, tukaj so odprta vprašanja, vsekakor konoplja obogati nabor možnih poljščin, ki se jih lahko prideluje na vodovarstvenih območjih, je lahko del kolobarja, je tudi zelo dobra predhodnica za naslednje poljščine oziroma posevke, lahko jo pa tudi več let gojimo na isti površini in zato bi z moje strani jaz predlagala pač, če lahko kar čisto do konca tole se sklika, ja, še takole, to je to. Zdaj, na pamet govoriti ali pa teorija ne, je dobra do določene mere, najbolje bi pa bilo, da bi resnično raziskali ta potencial konoplje kot alternative, pa tudi za vodovarstvena območja, pa tudi konec koncev ekološko kmetijstvo ali pa mogoče najbolje v kombinaciji konoplja pa ekološka pridelava, da bi pripravili scenarije, pa raziskali pač tehnologijo, pa ekonomske dejavnike in to bi bilo dobro narediti v okviru kakšnih pilotnih projektov. Tudi v Sloveniji imamo vodovarstvena območja s večjimi površinami, tudi v lasti recimo lokalnih skupnosti.
kjer je že izkazan interes oziroma recimo že ekološko pridelujejo, mogoče bi bila taka območja zanimiva za kakšne pilotne projekte. Tako da potencial je, treba bi ga bilo pa preveriti v praksi. Hvala.